O peticiji proti omejevanju akademske svobode, komentar dneva Borut Rončević. Peticija proti omejevanju akademske svobode in zapiranju akademskega prostora ni usmerjena eksplicitno proti noveli zakona o visokem šolstvu. Podpisniki smo peticijo podpisali zaradi nekaterih negativnih protitrendov, ki želijo izničiti pozitivne rezultate politike zadnjih nekaj let, ki je pripeljala do odpiranja slovenskega akademskega prostora, odpiranja novim institucijam, ljudem, idejam, programom. To odpiranje od samega začetka spremlja močna negativna protireakcija se strani rektorjev javnih univerz in pa dela politike, ki je problematizirala in medijsko diskreditirala te pozitivne procese in v tem kontekstu še posebej delovanje Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo. Novela zakona je problematična zato, ker se je v njo naselil duh teh negativnih poskusov rektorskega lobija. Dejstvo je, da so se v večini primerov nove inštitucije uveljavile v svojem okolju in da zagotavljajo pestrost študijskih možnosti za študente. Tudi naša raziskava je pokazala, da te inštitucije v nekaterih primerih, in to je morda še pomembnejše, igrajo ključno vlogo pri razvoju lokalnih in regionalnih razvojnih jeder. Moramo se zavedati, da v Sloveniji bijemo bitko s časom. Tudi tiste industrije, ki se zdijo trenutno zagotovljene, bodo sledile v prihodnosti zgledom tekstila, obutvene industrije in tako naprej in se bodo začele seliti v države s cenejšim delom. Dvigniti se moramo na višjo stopnjo razvoja, kjer bomo izdelkom dodajali vrednost z znanjem, ne pa s klasičnim ročnim industrijskim delom. Zato nujno potrebujemo tako institucionalno ureditev, ki bo omogočala zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu. To še posebej velja za 4 univerze, ki so tako po priznanju rektorjev, kot tudi po ugotovitvah študentov nezadovoljivo in ne pa polno implementirale bolonjsko prenovo. In na teh programih študira preko 90% vseh slovenskih študentk in študentov. Nažalost, predlagana novela zakona tega ne bo omogočila. Ključni akreditacijski in evalvacijski organ načrtovane agencije ne bo več pretežno strokoven organ, ampak korporativen organ, v katerem bodo pomemben delež sestavljali nestrokovnjaki za to področje. Posledično bodo predstavniki rektorske konference igrali dominantno vlogo. Proces bo s tem omogočal visoko stopnjo poljubnosti in arbitrarnosti odločitev, pri tem procesu pa bodo politično nevplivne ustanove popolnoma odvisne od samovoljnih predstavnikov javnih univerz. Vkolikor ima Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo resen namen oblikovati institucionalno okolje za zagotavljanje kakovosti v slovenskem visokošolskem prostoru, je edina pot, da se zakonom vrnemo nazaj za risalno desko in na novo napišemo novelo zakona, pri tem procesu pa morajo pomembno vlogo igrati vsi zainteresirani akterji.